lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. Kam vas bomo danes popeljali? V svetlo stanovanje, kjer zunanja terasa obkroža prav vse prostore, v obnovljeno 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje in v hišo na klancu, ki je videti kot klasična dvokapna hiša, vendar to ni. Mlad par je imel jasno vizijo, kakšno hišo želi imeti. Želela sta si sodobno, vendar dokaj klasično zasnovano pritlično hišo z veliko panoramsko steno in streho dvokapnico. Skupna površina bivalnih prostorov pa naj ne bi presegla 160 kvadratnih metrov. Hiša na klancu izgleda kot klasična dvokapna hiša, vendar to ni. Kletna etaža je po vertikali zamaknjena, se pravi ni pod osnovnim objektom. V prvem nadstropju je bivalni prostor večinoma zastekljen in odprt, zato da se hiša lahko zlije s pokrajino in s terenom, na katerega se prislanja. Gospa Marjeta, hiša je dvokapnica. Je bilo to določeno že v prostorskih aktih? Ja, v prostorskih aktih je bilo določeno, da mora biti hiša dvokapnica. Dvokapnica je značilen arhitekturni element slovenske arhitekturi. Ni pa nujno, da je vedno interpretirana na tradicionalen način kot klasična dvokapnica. Lahko jo izvedemo zelo moderno, minimalistično, ali pa izvedemo klasično, pa na moderen način izvedemo samo detajle, kot so žlebovi, napušči ali posamezni zaključki na strehi. Kakšne pa so bile želje investitorja oziroma kakšno hišo sta si želela? Ja, ko sta Miha in Romana prišla k meni, sta imela dokaj jasno vizijo, kakšno hišo želita imeti. Želela sta moderno, sodobno, po drugi strani pa dokaj klasično zasnovano pritlično hišo z mansardo. Za streho dvokapnico, z napušči in brez tvrčat. Poleg osnovnega objekta sta želela imeti še pomožni objekt, kjer bi bila garaža in pa kolesarnica. Skupna kvadratura vseh prostorov bivalnih pa naj ne bi presegala 160 kvadratov. Hiša stoji na strmem pobočju. Kako je to vplivalo na tloris in samo postavitev hiše? Ja, parcela za gradnjo se je nahajala na strmem, na jug orientiranem pobočju, ki je imelo iz vrha parcele zelo lep razgled na celotno Ljubljansko barje. Prav ta lep pogled na Ljubljansko barje mi je narekoval, da sem hišo postavila čim višje možno na parcelo. Parcela je na jugovzhodni strani omejena z dovozno cesto, na zahodni strani je bil opuščen peskokop, na severu pa se dviga strmo pobočje. Dostop je bil možen z jugovzhodne strani. Strmo pobočje parcele je narekovalo oblikovanje različnih višinskih platojev okoli hiše. Tlorisna zasnova objekta je dokaj enostavna. Imamo kletno etažo, potem pritličje in pa mansardo. Kletna etaža je od ostalega objekta zamaknjena in ni v nivoju ostalih dveh etaž. Z pritličjem je povezana samo v pasu vertikalnih komunikacij. Zamik kletne etaže je omogočil osvetlitev kletni iz stropa z dnevno svetlobo tokom celega dne in pa obenem predstavlja razširjen podstavek z zgornjim dvema etažam hiše. Kletna etaža je vizualno ločena od ostalega objekta in je oblikovana kot plast terena, ki se vanj zajeda. Proti spodnjemu platoju deluje kot kulisa in soustvarja zunanji vhodni dovozni prostor. Streha kletne etaže pa oblikuje zgornji nivo parcele in sooblikuje zunanji bivalni prostor okoli pritličja hiše. Gospod Miloš, kakšni so pa sodobni trendi oken? Sodobne trendi oken narekujejo predvsem dizajn in pa arhitekti. MSORA je razvila izredno močno
mrežo kupcev po celem svetu, tako da imamo neposreden stik z arhitekti z vsega sveta. In kakšne so njihove zahteve, pričakovanja? Steklene površine so vse večje, višine so vse višje. Profili so vse debelejši in vse ožji. Debelejši profili pomenijo večjo toplotno izolacijo, ožji profili pa zagotavljajo eleganco in vitkost izdelkov. M-Sura Panoramic so okna, kjer so iz zunanje strani vidna samo stekla. Pomeni, da so okvirji popolnoma prekriti oziroma utopljeni v steno oziroma fasado. Sestavljajo se kot Lego kocke, tako se lahko kombinirajo z okni, balkonskimi vrati, drsnimi vrati pa tudi z vhodnimi vrati. Druga linija pa je M-Sura Vizija, to pa je trenutno najlepša linija, ki jo izdelujemo. Vgrajena je tudi na tem objektu. Gre za okna, kjer je zunanji rob prekrit s steklom. Tukaj ni lesa, ni aluminija, ampak samo steklo. Emaliran črn rob, ki prekriva okvirje. Ta emaliran črn rob deluje zelo prestižno in elegantno. Kakšni pa so načini odpiranja teh tako imenovanih panoramskih sten? Ja, poznamo različne načine odpiranja, klasično krilno odpiranje, sklopno odpiranje, to pomeni cik-cak oziroma harmoniko odpiranje in pa drsno odpiranje. Trenutno je najbolj v uporabi drsno odpiranje. Obstajajo praktični razlogi za tako odpiranje in sicer nizek prah, enostavna uporaba, dobro tesnjenje, krilo lahko doseže do 400 kg, po novem pa jih lahko ponudimo tudi z opcijo električnega odpiranja. Električno odpiranje? Kaj, potem ni kljuke? Tako je. Namesto kljuke imamo samo stikalo in motočki sami odprejo steno. In jo seveda tudi zaprejo po potrebi? In jo seveda tudi zaprejo, seveda. Ja, otroci so najbolj iskrena bitja, zato bom kar štartal na Izo. Iza, mene zanima, kje se vidve s sestrico najrajši igrata, v katerem prostorčku? V svoji sobi ali se mogoče tukaj najrajši igrata? Kje? Kje ti je najbolj všeč v tej hiši? V moji sobi. V tvoji sobi, res. A bomo lahko malo pogledali, kaj imaš vse noter? Ja. Super. Kje sta pa vidva najrajš? Kje je tisti vajen najboljši prostor v hiši? Je to terasa, dnevna? Dnevno. Dnevna. Mislim, da kar dnevno. Vse čez zimo. Poleti se pa tudi radi kar ven presemo. In pa tudi luštno. Kakšne so bile tiste vajne osnovne želje oziroma kakšno vizijo sta imela? Kaj je bilo tisto ključno, kar sta želela imeti od hiše? Je, da je bila hiša preprosta, moderna, pa da ne bi izstopala že na daleč. Pa mislite, da vam je to ratalo? Moram reči, da ko sem se pripeljal sem, je hiša kar izstopala v tem pozitivnem smislu. Ne, da bi hotela kričati s svojimi barvami, ampak ta les, pa zunanjost, tako da s to modernostjo je že na nek način malo izstopala. Mogoče zato, ker je lesena fasada, ker je v okolici druge hiše nimajo. Drugač pa je pač dvokapnica, je štiriglata. V tem smislu klasična. Da se kar zlije tudi z ostalimi hišami in ni tako, da bi opazil že na kilometer. Spremenili ali pododelali smo do zdaj edino to, da smo eno sobo pregradili zaradi novega malega člana, ampak smo tudi to že imeli naprej planirano, že pripravljeno elektriko in gretje, tako da smo dejansko naredili iz ene velike sobe še eno dodatno sobo. Kako pa ogrevata hišo? Ogrevamo jo s toplotno črpalko, s tem, da imamo naštiman približno na 19 stopinj, potem pa dogrevamo z kaminom, ki je veliko bolj prijetno zvečer gledati, ogenjček pa še dogreva. Pa je to dovolj za celo hišo, zgolj kamin, da ogreje še dodatno? Ja, za dogrevanje je dovolj. Moram reči, da je zelo zanimiva rešitev ta kamin, da se na obe strani vidi. Se mi zdi, da ima še neko dvojno uporabno funkcijo, če lahko tako rečem. Ja, mogoče je tudi prednost tega, da s tem lažje greje tudi na obe strani hiše. Pa še iz mize se včasih lahko skozi kamin vidi tudi otroke, kako se tukaj igrajo.
Iza, a narediva mi da zdaj načrt, pa mi ti sobico pokažeš, da gremo še to pogledati. Si za? Lej, pa a vzameva tega lekuška sabo? Ja. Prav, pejt, greva. Kje imaš sobico? Pokaži. Gor, kje je to gor? Za podrobnejši ogled te hiše smo vam tudi tokrat na spletni strani www.tvambienti.si omogočili ogled v zanimivi virtualni tehnologiji 360 stopinj. Po oglasih si bomo ogledali svetlo stanovanje, kjer zunanja terasa obkroža prav vse prostore, in obnovo majhnega stanovanja, ki meri le 33 kvadratnih metrov. Tapete v kopalnici, lebdeča postelja, lestenci iz gosjega perja, kuhinja v videzu cementa, veliki kaktusi, vse to v enem stanovanju, ki sta ga za vas raziskala Žan in arhitektka Marjetka Pajk. V prestolnici na vrhu moderne večstanovanjske hiše je lepo in veliko stanovanje s steklenimi zunanjimi stenami. Lastnica obožuje tapete, zato jih najdemo na stenah vseh prostorov. Iz vseh prostorov pa je tudi omogočen neposreden dostop do terase, kjer so si stanovalci uredili zeleno oazo. Marjetka so v enem velikem prostoru, ki združuje jedilnico, kuhinjo, dnevno sobo. Kaj je prednost takšnega prostora? Prednost je, da je vse v enem, da je srčika celega stanovanja, da je več možnosti za druženje družine. Moram povedati, da je zasnovo arhitekturno stanovanja naredila arhitektka Sabina Prvinšek iz studia Loft. Z lastnico sva pa potem zgodbo nadaljevali z izborom določenih kosov pohištva, tapetami, lučmi in detajli. Zelo izstopa kuhinja, sicer je skoraj neopazna, ampak s to neko dizajnerstvom pa izstopa, ne diši tako malo po cementu tem drsanem, ne? Ja, dobro vidiš. Res je, kuhinja je zelo preprostih linij. Kot vidiš, tudi nima veliko visečih omaric, kar ni tako pogosta zadeva. Ima pa zunanji videz nekaj posebnega in res vonj po betonu. Tudi zadnji premaz je pomešan z betonom. Prav dejansko je beton noter, super. Lepa okrogla miza, lepa krogla nad nami. Miza je bila prav posebej narisana, ima čudovit podstavek. In potem tudi velikost mize je večja kot običajna, saj lastniki zelo radi imajo prijatelje, se družijo in mora biti taka, ne. Nad mizo pa je tudi zelo zanimiva luč, tudi okrogla. Taka puhasta, ne? Ja, gosje perje je to. Prav dejansko gosje perje. Pravo gosje perje in prav zares ta luč daje čudovito svetlobo in posledično tudi mehkobo celemu stanovanju. Deluje kot eno sonce, jaz bi prav povohal, če diši po goski pa. Stanovanje ima udobno spalnico, ki ima tudi večjo garderobno sobo in svojo kopalnico. Postelja zgleda lebdeča. Ob steni s tapetami je postavljen predalnik v turkizni barvi. Dekliška soba deluje romantično in mladostno. Postelja, omara, pisalna miza, stol, omarica in ljubka stoječa luč, vse je bele barve.
Na steni je tapeta z diskretnim vzorcem v belo-srebrni barvi. Zdaj so pa na tapeti, rdeča nit tega stanovanja so tapete. Kako je z uporabo tapet v Sloveniji? Se Slovenci radi odločajo za tapete? Pravzaprav zadnji 2 leti se kar precej Slovencev odloča za tapete. Dolg časa je bilo pa tukaj, moram reči, kar malo v strahu. In zdaj je ta strah premagan, mogoče tudi zaradi tega, ker so se tapete začele polagati z vodotopnimi lepili, kar omogoča tudi, če ti pač vzorca ali barva ne ustreza več, se tapete lahko odstranijo z lahkoto, ne tako kot včasih, ko so morali zelo dolgo to drgati in pač težko se je odstranili zidu, ne, zaradi lepil. Drugače pa v tem stanovanju ni prostora, kjer ne bi bilo tapet. Skoraj povsod je tapeta. Celo v kopalnici imamo tapeto, v predsobi so tapete, spalnici praktično Tukaj je povsod. progasta tapeta. Ponavadi te proge oziroma črte povišajo prostor, ampak ga tudi zožajo, ker so... Ja, to je malo zgrešeno mišljenje. Mogoče pri oblačilih je tako, ne? Ampak pri stanovanju pa črte nekako prostor tudi raztegnejo, pač razširijo. Sicer prostor je tukaj velik, ampak kljub temu naredi svoj učink prav s tem progam. Tudi v kopalnici in predsobi imamo ravno zato, da povečamo prostor progaste tapete. Zakaj ste se odločili za tapete v kopalnici? Kopalnica je zelo asketska. Tako sem z tapeto in z lučjo iz gosjega perja, manjšo sicer kot je nad jedilno mizo, ustvarila v kopalnici občutek glamurja, eno vzdušje prav posebno. Prostor je zelo svetel, zaradi tega, ker je odprt in steklen, nima pa zaves. Ja, nima zaves, ima pa kovinske roloje in po potrebi se zastre z njimi pač prostor. Pa še nekaj je, lastnica je velika ljubiteljica rastlin in je na svoji čudoviti terasi zasadila bambuse, ki tudi zastirajo poglede iz sosednjih stavb. Ja, poleg lepega rastlinja so tudi lepi veliki lonci, ne? Ja, res so lepi, ampak še bolj veličastno delujejo zaradi zasajenih kaktusov. Ja, kaktusi so pa bodeči tako kot vaša obleka danes. Sem v stilu s kaktusi. Ampak ne samo znotraj, tudi zunaj, če pogledaš, so čudovite posode, res skrbno izbrane in to je v bistvu podaljšek dnevnega prostora in hkrati oaza miru sredi mesta. Predstavljajte si 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Kopalnica stanovanju primerno ni velika, arhitektka pa se je vanj odločila umestiti plošče dimenzije kar 80 x 240 cm. Potrebovali so 5 kosov, ki pa so le za las šli v dvigalo stanovanje in na koncu še v kopalnico. Smo v 33 kvadratnih metrov velikem stanovanju v bloku iz 80-ih let. Stanovanje je bilo že pred 5 leti prenovljeno, sicer ne najbolj kvalitetno, zato so se lastniki odločili za ponovno prenovo. Posebna zgodba je kopalnica, kjer je le 5 stenskih ploščic, seveda velikega formata. Stanovanje se nahaja v stavbi iz 80-ih let, vmes je bilo že enkrat prenovljeno. Skupaj z naročniki smo se odločili, da stanovanje vrnemo v prvotno stanje. To pomeni, da vse prezidave in dozidave odstranimo, ker se nam je še vedno zdel tloris v prvotni zasnovi bolj funkcionalen od te prenove. To pomeni, da smo odstranili zasteklitev balkona in na ta način dobili nazaj balkon. In to je bila tudi največja odlika tega stanovanja, ko smo ga prevzeli. Vedno pogledamo, kaj so kvalitete stanovanja in na ta način se tudi lotimo prenove stanovanja, da izpostavimo te kvalitete in prav za to stanovanje je bilo kvaliteta, da stavba se nahaja v centru Ljubljane, stanovanje je v višji etaži, to pomeni, da ima prekrasen razgled na Ljubljanski grad, na silhueto mesta
In temu primerno je bil tudi dimenzioniran balkon, da je velik, prostoren, na katerem lahko uživamo skoraj polovico leta. Kar celo leto, glede na to, da je orientiran proti jugu, je Ja. sonce v bistvu tudi pozimi. Ne? Ja, in še to je kvaliteta tega stanovanja, da je južna orientacija, to pomeni sonce čez cel dan, od vzhoda do zahoda, praktično tudi pozimi, skoraj ni potrebno ogrevati stanovanja. S tem, ko je bila zasteklitev balkona premaknjena na zunanjo linijo balkona, je bilo treba sanirati tudi tla in pa izolacijo na stropu tega balkona. Med odstranitvenimi deli smo se odločili, da odstranimo tudi predelno steno, ki je omejevala hodnik od stanovanja. Na ta način smo pridobili dodatne 2 kvadratna metra prostora. V kopalnici so bile pa inštalacije že dotrajane, tole moramo vedeti, 30 let, zamenjati je bilo potrebno cevi. In jasno, keramika iz tistega časa, ki za naročnika ni bila več sprejemljiva. To pomeni, da smo odstranili vse sloje, ki so bili dodani na konstrukciji in na ta način v bistvu dobili prazno lupino, v katero smo lahko postavili elemente na novo. Na mestu prej odstranjene stene smo postavili garderobno omaro. Ta loči vhodni del od spalnega dela. Garderobna omara je zasnovana z delom za shranjevanje garderobe in vmesno nišo, kamor lahko odlagamo manjše predmete, lahko se tudi usedemo medtem, ko si obuvamo čevlje. Spodaj so predali, kjer je prostor za dodatno shranjevanje. Ta niša se naprej nadaljuje v posteljo, ki je orientirana tako, da izkorišča največji potencial tega stanovanja, in to je spet pogled proti gradu. To pomeni zjutraj, ko se zbudimo, in zvečer, ko gremo spat, skratka vstanemo s soncem in gremo spat s soncem, kar je kvaliteta tega stanovanja. Ves ostali del prostora, bivalnega prostora, je namenjen zofi in prostemu delu stanovanja. Zofa je postavljena ob panoramsko steno, ki meji bivalni del od balkona in jo hkrati povezuje. To pomeni, v Ljubljani lahko balkon uporabljamo recimo polovico leta, imamo odprta vrata in bivalni prostor postane podaljšek balkona. Na ta način dobimo velik, globok balkon in ves prostor postane zunanji prostor. To je bila v bistvu vodilna misel panoramske zasteklitve, steklenih vrat, da povežemo in balkon in dnevni prostor. Tudi kuhinja je na podoben način združena z jedilnico, preko tega pulta je na nek način ta klop podaljšek kuhinje. Kaj ste s to klopjo pridobili? Ves kuhinjski del je zasnovan kot en element, to pomeni, kuhinja s pultom se nadaljuje v klop za sedenje. V klopi so skrite tudi shranjevalne površine za posedanje ob hrani ali za delo na računalniku. Zelo zanimiva je ta stena, videti je kot neka velika ploščica. Dejansko smo hoteli pri samem oblikovanju vnesti v oblikovanje notranje opreme čim več duha tega časa, ko je hiša nastala. Hiša je iz 80-ih let, grajena v betonu, to pomeni, da so obe zunanji steni betonski. Zato smo se odločili, da prav to steno v jedilnici, ta del obrusimo prejšnjih slojev in pokažemo, iz česa je sestavljen nosilni zid. Kaj pa kopalnica? Ta se mi zdi prav posebna zaradi svoje razkošnosti o velikosti ploščic. Cenovni razred te velikoformatne keramike je nekje 50 € na kvadratni meter. Moramo pa vedeti, kaj vse to za sabo prinese, ko se navdušimo enkrat nad takšnim kosom plošče. To pomeni, se pravi, dostava, vnos v 5. nadstropje. Mi smo imeli srečo, da je dvigalo tako veliko, da so plošče šle v dvigalo. Potem pa samo manevriranje teh plošč in rezanje na dimenzijo na sami lokaciji pomeni dovolj prostora. Ostalih majstrov ne sme biti prisotnih na gradbišču, ker enostavno ta plošča, že 4 mojstri, keramičarji, ki dvignejo to ploščo in jo namestijo na pravo mesto, rabijo dovolj prostora in lahko si predstavljamo v tem majhnem stanovanju v mali kopalnici, kjer ena plošča pride dejansko od tal do stropa, je res podvig. Koliko pa stane zdaj obnova enega takega stanovanja v nekem takem duhu, kot ste si ga vi zastavili?
Pri oceni stroškov upoštevamo, gradbeno-obrtniška dela stanejo nekje 400 evrov na kvadratni meter prenove stanovanja. Potem temu dodamo še, odvisno od cenovnega razreda opreme, nekje 200 do 400 evrov stane pa premični del notranje opreme, se pravi mizarska dela. V tem primeru smo za 33 kvadratnih metrov veliko stanovanje porabili nekje 23 000 evrov. In po naših kalkulacijah je bilo nekje 415 evrov, so nas prišla gradbena dela, 300 evrov pa oprema na kvadratni meter, tako da je nekako po predvidevanjih smo v tem cenovnem razredu. To je pa še druga velika kvaliteta tega stanovanja, majhno stanovanje, manjši stroški obnove. Ja. Stroškovnik obnove stanovanja in virtualni pogled vanj si lahko gledate na spletni strani www.tvambienti.si. Vabim vas, da nas spremljate tudi na našem Facebook profilu TV Ambienti. Imajte se lepo, uživajte do naslednjega tedna, ko si bomo ogledali stanovanje, ki je bilo prvotno del dupleksa in so ga naknadno razdelili na dve samostojni enoti, življenja polno žepno stanovanje, ki ga je lastnica opremila s strastjo, in hišo, ki so jo postavili na stebre, da bi čim manj posegali v teren.